Ok, Dejan, kakšnih strašnih uvodov jaz ne delam na podcastu, a ne? Zato me v prvi vrsti zanima, kaj je to glasba skozi tvoje oči, skozi tvoje poglede, skozi tvoje izkušnje. Zdaj, ali takrat, ko sem začel, ali cel postopek... Evolucija tvojega pogleda mogoče do točke, na kateri si danes. Začne se kot čista zabava, kot smeh, kot žalost, kot spremljava dnevo ob tistih stvarih, ki jih moraš speljati, da prideš do posle. Pa, ko te ena stvar začne zanimati, raziskuješ. In jaz sem raziskoval mečken klavir, večinoma klarinet. Pol priješ do nižje glasbene šole in vsak razred proti koncu osnovne šole je nekako, imamo več žanrov, imamo različno muziko, imamo velike zasedbe ali pa enega. Jaz bi se pa mogoče s tem ukvarjal. Se upišeš na srednjo šolo, kjer te dostkrat mečken zaprejo s klasično glasbo, ker pač sistem je tak, da srednja, nižja, tudi akademija se študira načeloma klasična glasba, ne. Mogoče, ker manjka mečken širšega pojma, da muzika ni samo tvoj inštrument, ampak je tudi kaj druga. Če hočeš biti dober glasbenik, moraš mogoče obvladati še tudi malo film, pa malo produkcijo, to pogrešam. In pol te tvoji X-faktori, takšni in drugačni, peljejo na levo, na desno, gor, naprej. In danes meni muzika ne pomeni klavir, ne pomeni klarinet, ne pomeni petje, ampak nekaj, kar v bistvu ni potrebno za življenje, ker za življenje je potrebno jesti, piti, dihati, se roditi, na koncu umreti, to je nujno, ne. In muzika tu ni potrebna, ne. Ampak že iz pradavnine je bila vedno glasba del veselja, del žalosti in zgleda sem jaz skozi vesel ali pa skozi žalosten, ker je muzika 24/7 prisotna v mojem življenju in hvala Bogu nas je veliko takih, da svet ne gledamo, da glasba ni potrebna za življenje, ampak nekaj, kar nam spremlja življenje in nas dela bogatejše. Ali je to zgolj zabava, ali je zgolj popestritev ambientalna nekje v zadju, ko se dobro je pa pije, pač tam je. In glasba nekaj, kar je tako. In ne vidim prijatelj, ko sedi tu zraven mene. Ja, ok, glasba je v bistvu nekaj osnovnega, kar močno vpliva na naše počutje. Ja. Sem žalosten, si zavrtim eno pesem, ne? Sem razpoložen, si zavrtim drugo pesem. Pa mogoče ne vede, ne? Ker pride ta glasba do tebe. Ja, saj to je zanimivo, ne? In v resnici tudi ne glede na to, a midva govoriva o neki globoki klasični glasbi, ne? O neki tehnično dovršeni glasbi, ali govoriva o preprostih kompozicijah, če govoriva o punku in ne vem čem, vsaka zvrst najde svoje poslušalstvo. Ko pečico odpreš, zašpila neki, ne? Vse je glasba. To sem pred kratkim bral eno zanimivo tezo, da v resnici je ritmičnost nekaj, kar čutimo vsa živa bitja. Ne? Ritem je, naprimer, mislim, da je ravno Lajbahi so izhajali, da je vsak njihov koncert se začne in se stopnjuje in da če ti pri nekih frekvencah prije do kontra, lahko celo srce ustavi, ne. Vse je ritem. Vse naše srce bije načeloma okrog 60krat na minuto, ne. Računalniki, luči, ki svetijo nas. Luči bojda utripajo, ampak tako hitro, da jih midva ne vidva, ne. Vse v nekem ritmu. V bistvu, tudi naš ritem je, zbudiš, delaš, zaspiš, delaš. Vse je ritem. Iskreno povedano, jaz nisem srečal človeka, ki bi mi lahko rekel, da ne posluša glasbe. Jaz sem ga mogoče srečal, ampak ta ne ve, da jo sliši. Da jo posluša, da jo posluša in da jo sliši. Ne more se izogniti tega, ne. Da mi pa nekaj povej, ko govoriva o tem in veva, koliko močen, esencialen del našega življenja je glasba, ne? Kako ti kot nekdo, ki je v resnici zgradil kariero na področju glasbe, gledaš pravzaprav na glasbene okuse, a se ti pogosto usmerjaš pri odločitvah, kaj boš v glasbenem smislu počel, ne? Po ciljnosti izdelka, po publiki, ali večkrat gradiš, kar počneš po svoji lastni intuiciji? Veš, kaj hočem vprašati? Ja. Moje glavno vodilo je že vsaj nekaj let, da nimam vodila, ampak če pa imam kjero vodilo je pa, da ne delam za muzičarje. To, ker če delaš ti izključno samo za glasbenike, boš ful nesrečen. Zato, ker ne vem, mene bolj v sreči, ko pride stara mama, otrok, prijatelj,
širša publika, ki res iskreno se ima fajn ali pa nima fajn. Jaz vse moje nove komade pošljem vedno 3 prijateljem in en mi napiše fajn, to pomeni, da ni fajn, ne? On ta drug mi napiše spis, koliko je fajn. Aha, to je fajn. On ta tret pa, ful je bedno. In to so iskreni odzivi, ker od muzičara boš pa težko ti res iskren odziv dobil tistega, ki ti ni blizu, ker pač tako kot fuzbalerju, smučarju, se mi zdi, da ko delaš glasbo za glasbenike, sigurno je fajn, kot en tvoj dol mečkem potepla po rami, pa reče, to je pa dober. Ja, je fajn, mečkem za dušco prevezati, ampak jaz ne delam muziko za muzičarje, ampak za ljudi. Ok, to pomeni tudi izbira tem. Koliko pa recimo ustvarjaš ti besedila? Zelo malo, nasploh tudi zelo malo glasbe. Napisal sem v Lifeu 10 komadov, 5 jih je posnetih. Tako da imam druge avtorje in žanr pri meni, to, kar je bilo tudi prejšnjo vprašanje, ni toliko važno, ker delam in za otroke in narodno zabavno, predvsem pop, komercialno muziko. Jaz delam to, kar je meni cool, dostikrat dobim kakšen učitek. Ja, to pa dela sem zaradi keša, ne. Jaz se vse delamo tudi zaradi denarja, ampak meni res čist vsak komad, ki je na repertoarju Dejan Dogaja benda, ni 5 muka. Nikoli v življenju mi ni bilo doben naš komad, ali pa da bi se sramoval, kako dostikrat slišimo glasbenika, kakšnega glasbenika, jo, veš, to pa ne bom, to pa danes, to nisem najbolj, ja, pa zgleda, da nisi za na oder. Oziroma pa je nekaj druga početno. In tudi mislim v glasbenikih, ki ne radi poslušajo svojo glasbo, da pol so mogoče mečken kiksnali pri poklicu. Ker jaz najrajš poslušam sebe. Sicer se to sliši malo egoistično, ampak jaz najrajš poslušam svoje komade, svoje mikse, ki še niso dokončani, svoje live koncerte, svoje in tam not tistem res rad. To in pa hude zvezde, zato hodim tudi veliko po celem svetu na velike koncerte. Ta moj ne vmesa, ne, ni bil, ne, Dejan, to, veš, to je mogoče zelo narcisoidno, ne. Dejstvo je, da se vsak glasbenik poglablja najbolj v svoja dela na koncu dneva. Tako, ja. Veš, in tudi meni se to recimo ne zdi zgrešeno, ok, mogoče kdo gleda drugačne stvari, vsak ima. Ne, dostikrat slišiš kakega glasbenika, jo, jaz pa sebe težko poslušam. Mer biti tu nekaj ne štima, no. Ja, ok. Če se niti ti ne rad poslušaš. Ja, pazi, mogoče se silaš ti v stvar, ne? Ja. A veš, mogoče je pa zdaj, ne vem. Ker dvomim, da te drugi ful radi, če se ti ne. Ej, koliko je pa teb pri ustvarjanju kariere? Koliko ti je bilo v pomoč tvoja akademska izobrazba? Oziroma vsa glasbena izobrazba iz preteklosti? Veš, kam ciljam, ne? Ja. Študiram, ali rečem po resnici, ali se mečke ne grem okoli. Ja, le, če ti ni več prosim, lahko odlažeš. Jaz bi rekel, da ne prav velik, čeprav sem skoraj končal akademijo, nekaj izpitek mi manjka. Zato, ker, če se vrnemo na prvo vprašanje, jaz glasbo v današnjem času ne dojemam več kot melodijo, kot besedilo, kot aranžma, ampak od prvotne ideje in ko začnem prvotno idejo, jaz točno vem, kako je zapakirati, kako bo izgledalo na koncu in kakšen doseg bo imela. In se zmotim max za 5%. Da mi nekaj povej, kje recimo se ti zdi, da v vsem tem navalu... Intuicija, kako biti dober na odru in to tudi dobro zapakirati, da se bo tudi dobro prodalo. To mi je glavno vodilo. Seveda so mi pa vse glasbene šole pomagale, da imam neko ozadje. Ja, se s tem jaz nisem šel v smer, da razvrednotva šolanja. Ja, definitivno. Ne? Ampak dejstvo je, da oba veva, da pri nekem uspehu, v bistvu največ šteje tvoja trma, tvoja vztrajnost, predvsem pa delo. Jaz bi rekel to pri vsem, po vsakem poklicu. Jaz imam v bendu 2 šolana jazz glasbenika, ki sta začela oba dva s frajtonarco in tam sta tudi danes srečna. Ampak ko se ona dva, en je jazz kontrabasista in pa jazz kompozicija, ko se ona dva začetna ment po svoje, pa imam akademijo, jaz jo ne razumem. Nula, niente. Ampak smo pa tako kompatibilni v bendu, da ona dva pa ne štekata tega, kar jaz štekam. Kako spraviti bend do nivoja, da bo 100-krat na leto nastopal na dobro plačanih nastopih. Veš, ker ena stvar je, ne,
tudi jaz ne želim izpostavljati tega, da ne bo zgledalo, da želiva midva razvrednotiti kakršnokoli akademijo, a ne. Samo dejstvo je, da je izraz akademski kompleks. Ja. Ni nekaj, kar je strte z vidga, a ne. A veš, in v resnici vidim ogromno ljudi, ki ustvarjajo glasbo, ki so dobri. Ne govorim pa, da so vsi mega uspešni. Ravno tu je problem, ker potem ti ljudje, ki si jih omenil, ki niso mega uspešni in so mogoče hude žvine v tem akademskem svetu, vidijo potem nas, neuspele akademike po njihovem mnenju, koliko je pa to mogoče lažje in bolj dobičkonosno. In potem so slabe volje v svoji bedi. Ne? Čakaj. Ja. Pa je res lažje. Jaz ne vem, oni mislijo, da je lažje. In ja, težko je biti, če gremo zdaj neko berlinsko filharmonijo gledati, ali pa samo gremo slovensko, biti res 101% na tistem klarinetu za ti solo odigrati. Je to zelo težko. Ampak kaj si ti na nastopih 89%, pazi, veš kam ciljam, ne? Vsak moj ton ni perfekten na odru, daleč od tega. Je res, naši nastopi so daljši, z večjim spektrom različne muzike in več stvari počnemo. Ti pa res mogoče sam ti klarinete, ki igraš tam, in jaz bi tudi bil perfekten, če bi pel za en komad, ne. Tu se pol doskrat krešajo mnenja akademskih glasbenikov in nas, akademskih glasbenikov, ki smo šli svojo pot. Tudi na akademiji sem imel z 2 profesorjema, ne bom rekel, da spore, ampak totalna nestrinjanja, in še zdaj se ne morem strinjati z njima, se nima veze, lahko pa na hit povem zgodbo. Ena je bila, ki me je res tako prizadela, smisel pa, koliko si ti mejhen v glavi, gospod akademsko izobražen profesor, in ne vem, diploma mi torej, na akademiji smo imeli A3 in so imeli trobilci svoj tak večerni, sproščen, že mečken bilo toplo vzvorni koncertek. In so igrali in je bil na hornu en fant iz Brazilije, tu na izmenjavi, ki je bil zelo talentiran hornist, zelo dobro igral, tu dober je pisal aranžmaje in je, mislim, da za tisti večer za neke komorne zasedbe se je spisal zadeve in je res bilo prav, čeprav hor ni glih najbolj moj inštrument, ampak to je bilo res dobro za poslušati. In pol ta profesor reče njemu, kako mu je bilo že ime, fantu, pozabil sem, brazilsko ime, kaj si se pa ti naučil tu v Sloveniji, in sta bila zgleda zmenjena, da on zaigra na horn pa. Ti smo med nis najbolj štekal, v bistvu mi je bilo mogoče še pol, sem pa študiral, koliko si ti mejhen v glavi, da si ti še šel z njim zmeniti, da bo on zaigral vzor z Golice, ki je pesem, ki je šla najdlje v svetu od slovenskih komadov. To je bila ena stvar, ista, v zelo kratkem času se jim je zgodila, pa druga stvar na Akademiji za glasbo. En moj glasbenik je imel prijatelj, je imel eno diplomsko oziroma magistrsko, torej ta koncert. In tam sem sedel sam jaz, pa mogoče ti profesori se pa pričakovali najbrž pol žlahte in tam polno dvorano. Pač starši so bolj blizu kmetije, pa tako pač, on je bil dober glasbenik in je pač on odigral, dobil 10 rasturov na tubi in ta fant igral še več različnih inštrumentov in je pol profesor rekel, ja, koliko bi pa danes bilo tu ljudi, če bi ti igral harmoniko, kao, zakaj ni bilo dobenga. In mu je ta fant, jaz mislil, da mu umrl od smeha, odgovoril, odvisno, koliko bi bilo reklame po radiju. Ampak v istem stavku mu je povedal, gospod profesor, še ne bi igral harmonike, tudi tube ne bi igral, ne. In tu je majhnost teh ljudi, ki učijo druge ljudi, tako velika, da, tako sem prej povedal, imamo manjko razgledanega, izobraženega, inštrumentalističnega kadra na akademijah. Velikih je pa zelo dobrih. Moj profesor Jože Kotar na klarinetu je bil perfekten.
Ja, se pravi, moja želja in tudi tvoja, ne, tvoj cilj ni, da midva razvrednotva karkoli. Ja, večina je odličnih, ne, to je... Ja, sej, zdaj jaz recimo primerjam eno stvar, odlični glasbeniki, ni vprašanje. Sej, če se vrneva midva 30 let nazaj, vsakdo, ki se je z glasbo ukvarjal, je mogel biti odličen glasbenik. Res je. Če ne si ni studija leto in noben te ni povohal, itak glasbeni uredniki včasih, ki so obstajali, pa jih danes ni več v tem formatu. Niti nisi prišel pripravljen, ki je bilo predrago. Ne gre, ja, ne gre, enostavno ne gre, ne. Zanj sva s Košmerlom zanimivo stvar govorila, ki je on rekel, prav vse fajn imeti hit, ni pa fino, če pride prehmal. V karieri recimo enega glasbenika. On je starejši glasbenik in ima najbolj mečken drugač pogled kot jaz, ampak jaz pa mislim, da hit ni nikoli prehmal, zato ker te hit definira. In tako, če dobiš mlad starš hmal otroka, ti v tistem momentu, če si mečken tu not, preklopiš, ne? Torej, ne morem zdaj vsak petek, soboto, nedeljo iti zvečer na pivo, moram biti z otrokom, moram mečken prešparati, da mu bom lahko za šolo kaj kupil. Kot glasbenik pa po mojem, ko dobiš hit, zelo malo odrasteš, ne? Zaradi tega, ker pridejo obveznosti, pridejo nastopi, pride resen posel, kar se tiče glasba, ker tudi glasba je resen posel, ne? Nisem joke. In se mi zdi, da če imaš zelo mal hit, kar smo ga mi s mojim prejšnjim bendom zelo mal imeli, kot dober, ne vem, stari fantje, manj čez 20, smo imeli mega hit, ki ga je pela cela Slovenija, govorim o pesmi Adijo, madam. Se mi zdi, da smo kar bili mečkem porinjeni, da odrasmo, predvsem tako smo bili pa premladi, ker nam ni bilo važno, koliko se zasluži, nam je bilo važno, da so punce, ne. Bolj kot kaj druga. In pa je mogoče do na naš račun kaj zaslužil, ampak po drugi strani je pa vsaj poskrbel za nas, ne. Tako da nimam problema s tem, če kdo zasluži na meni, če imam jaz nekaj od tega, no. Normalno, ja, se posle vedno vzajemnost, ne. Točno tako. Koliko pa recimo članov tvoje zasedbe, s katero ste ustvarjali recimo hit, koliko njih je potem naprej uspešno pelalo svojo pot? Ti recimo si znal to unovčiti. Pač se ni skrivnost, Poskočni muzikanti je moj prejšnji band, zdaj se ne Dejan dogaja s svojim bandom. Oni delajo po svoje, jaz delam po svoje. Nismo šli na najlepši način narazen, zato tudi si ne sledimo in se ne aktivno spremljamo, seveda pa tako kot jaz njih pokukam, najverjetneje tudi oni mene. In zdaj kazati s prstom, kdo je boljši, kdo je bolj uspešen, ni, sigurno pa pač najverjetneje nastopi in priljubljenost. Pesmi, ki nastajajo, so odraz tega, kako vlagaš in kaj vlagaš. Lepo, prav me, če narobe gledam. Ampak, če pogledava recimo medijsko sfero v Sloveniji, ne? Torej medijsko sfero, ki je naklonjena glasbi, ne? Se mi zdi, da se v zadnjem desetletju, če ne že dlje, močno zapira za slovenske izvajalce. Močno zapira v tem smislu, da je vedno manj oddaj, vedno manj možnosti javnega nastopanja za mlade izvajalce, za neznane, ne glede na to, da so morda zelo kvalitetni. To se strinjam, strinjam se, da je čedalje manj oddaj, kjer bi se lahko ti glasbeniki pokazali. Ne strinjam se pa, da je Slovenija zaprta za slovensko muziko, ker mislim, da smo trenutno v največjem porastu slovenske glasbe, ki je bila bilo kdaj mogoče še večja kot 20 let nazaj ali pa še za časov prvotnih Avsenikov. Toliko dolg smo terali tudi mi, tudi jaz en izmed tistih, to harmoniko in slovensko muziko in pol tudi slovenski pop, da je dejansko ta slovenska muzika trenutno v Sloveniji mainstream. Merilo, lahko povem, so maturantski plesi, ki jih veliki igramo. In to, ko zdaj igramo slovenske muzike, jo nismo še nikoli, tudi narodno zabavne. Na drugi strani pa seveda tudi naša Južna Balkan duša ven privre, ki nam paše po kakšnem kozarčku ali dveh, ne. In mislim, da je trenutno biti slovenski glasbenik okej. Je pa res, da malo zelo ostane v garaži, ampak tudi če si ti Picasso, tudi če si ti Dončić, tudi če si ti en odličen band, naprimer No Joker Out, in če zate
vejo samo tvoji domači, ja neki ne štima in nimaš tega X faktorja in tudi mogoče, če bi imel priliko, se ne bi znajdel na odru. Če pa nisi toliko, da najdeš priliko, mi zdi, da tisti, ki išče, ta najde, ker za dobre in tiste, ki bi dušo prodali, da bi prišli do prave priložnosti, je pa vedno priložnost. Tako doskrat pravim, če imaš 2 zdrave roke, pa 2 zdrave noge, kar je pogoj seveda, leži kakšen evro tudi na tleh, sam pobrati ga moraš, pa iti sosedo vprašati, če lahko vrt pokosiš. Zato, ker on nima časa, ker ima preveč dela. In na tak način sem si jaz kariero zgradil, ko mi ni bilo nikoli problem vprašati, in če sem dobil ne, sem jutri spet vprašal. In pojutrišnji spet vprašal. In toliko dolg, dokler ni bil ja. Na vseh področjih. In to še zdaj tako počnem, zato veljam tudi v moji ekipi, pa tudi med kjerimi za tečenga, ampak vem, zakaj sem tečen. Ker na tej točki se jaz s tabo globoko strinjam. Ogromno je slovenske glasbe in je kvalitetna za znoret. Noro. Ni vprašanje. To tudi mi, ne samo v platformi Oder, pa prej v Pulzu mladih upov. Generalno spoznavam nove in nove, v resnici izjemne slovenske muskontarje. Ker je tehnika prepeljala tako daleč, da je že vsak mojster. Ok, dober je, tle bi lahko šla do meje, kaj je to mojster. Ja, pa generalno se da danes z mehkim vložkom, s prakso, pa z razmišljanjem. Narediti zelo dobro. Zelo dobre stvari se da narediti, ja. In zato ne rabaš danes več iti v ne vem kakšne studije, pa v ne vem kakšne stroške, pa v ne vem kaj. Zvočna kartica, mikrofon in računalnik. Sound Blaster revolucija ni bila zastojna. Tako. Dejan, sam še tole mi povej za konc. Po eni strani, ok, vidva, slovensko glasbo imamo. Dejstvo je, da jaz še vedno trdim, da bi mediji mogli veliko bolj upoštevati slovensko glasbo, ne samo vedeti, da je tukaj, upoštevati tudi kvaliteto, ne da v resnici je zgolj nekaj imen, ki se pravzaprav lahko pojavljajo, drugi pa mimobežno. Jaz trdim, da kle v resnici imamo velike rezerve in da bi v vsakem primeru bilo primerno, bilo pravilno, da bi mediji veliko bolj intenzivno stopili proti slovenskim izvajalcem. Ampak to ne kaže vas prstom na nikogar, generalno je to težava naše medijske. Jaz se strinjam tudi s punco mama PR agencijo, PR Bajta, kjer se tudi trudima ne samo tiste najbolj zanimive glasbenike poriniti naprej, ki pač se porivajo sami od sebe, tudi tiste manj poznane. Ampak ni pa dost, da en band samo plača PR-ovca in zdaj ti kot dober inštrumentalist in dober izdelek vredu spod do komad, ampak ne da se ti pa nič, pol pričakovati, zdaj bom plačal dobrega PR-ovca in to bo. Ja ne bo. Dokaj ne boš res. In jaz mislim, da je problem tudi v kakšnem mediju, da bi lahko več muzike, predvsem slovenske, predvsem več mladim dal priložnost, ampak jaz mislim pa, da je tudi v mladih problem, ker se mi zdi, doben več ne razkira. Če ne razkiraš, ne profitiraš. A se tebi mogoče zdi, ker to sem zdaj sploh zadnjih par let kar intenzivno v tej smeri razmišljam, da je mogoče apatija tukaj tudi zaradi tega, ker se ustvarja nek napačen vtis uspeha skozi uspeh pogledanosti recimo na spletnih medijih, spletni portali, ogromno klikov, ogromno ogledov, ampak v resnici to ni vedno merodajno, da je to pravzaprav ključ do tvojega uspeha, predvsem pa tudi to ne, da mogoče ni ravno to edini indikator, da si ti res poslušan. Ali je? Mislim, zame bodo vedno pomembni nastopi v živo in posredno tudi plačilo, višina plačila, ki je za ta nastop v živo. In pol, če je to sorazmerno z leti in z vložkim rasta, lahko tudi ti če dalje več vlagaš in v kvaliteto benda in v izgled benda in v nove izdelke in v kombije in v rode in v tehnike in da spraviš zadevo na optimalno. In se mi zdi, da pač nasploh je treba vlagati, da lahko žanješ. In tako sem prej govoril o mladih, da nimajo nič želji, nimajo iskrice, ko pa nekaj zaslužijo, pa tudi to ne bi vložili. Do nedavnega
snes vse, kar sem imel vlago, z upanjem in željo, da enkrat pa mogoče bo. Malo sem se odmaknil od tvojega vprašanja, ki sem ga mečken zgrešil, ampak zadnjo je bilo. Zdaj sem se že izgubil v vprašanju, ker te poslušam, kaj mi govoriš. Ne? Ampak generalno, a je merilo uspeha uspeh na spletu? Torej, ne vem, na YouTubeu veliko klikov, na tem pa tem veliko klikov, na šorcih sem naredil 100 jurjev v 4 dneh. A v resnici je to merilo? Je pa ni. Torej, ti imaš veliko gledov, če imaš veliko publike. Ti, če imaš veliko publike, imaš načeloma poslušane pesmi, načeloma veliko nastopov, načeloma inkom, ki ga lahko vložiš v nove izdelke, da se pa tudi vse to kupiti. Ne? Ampak ne moreš ti na dnevni bazi to kupovati, ker ti bo zmanjkal in tudi videl boš, da če ni nastopal, pa imaš milijonske oglede. Na dolgi rok to sigurno ne gre. Merilo so sigurno nastopi in ljudje pod odrom. Ja. A veš, ker recimo ti gledaš, spremljaš, daš, obesaš nek spot, ki si ga naredil, lahko da celo ni glasba tista, ki je magnet za tvoje oglede, kdo bi vedel, lahko je naključen moment, ker oba veva, da uspeh v glasbi, uspeh v javnosti je kontinuiteta. To ni en komad in zdaj me bojo pa vsi pustili. Ne bojo. Točno to. Ker lahko danes je tvoj komad perfekten za nekoga, mogoče za javnost, naslednji ne bo nikogar več zanimal. Če ti ne boš v resnici iskren, vsaj do te mere, da boš sam se priznal, kakšni so razlogi za tvoj uspeh, pa kakšen je tvoj kurs, ki ga hočeš pelati. In res plan. V današnjem času poplavi glasbe, v poplavi dobre glasbe, v poplavi kvalitetnih bendov in ljudi, ki vlagajo, moraš ti imeti res vklopljene možgane in plan, kako vsak nov komad, pesem, videospot zapakirati, prodati, na social media izpeljati, reklamirati, ker tudi jaz bi najraje bil samo v glasbenem studiu in snemal pesmice. To je meka za glasbenika. Žal pa je treba tudi spote, pa to je še v redu spot posnet. Pol začne pa biti problem, ko je treba iti spet čez vse medijske hiše, čez vse radije, slišati neje, slišati jaje, revije, spet reklama, in upati, da bo. No, to je pa muka. Ampak brez tega pač ne gre. To je pač naše poslanstvo in ne more biti vse tak fajn, ko se vidi, da je fajn. More biti tudi malo trdega dela. Sigurno je pa lepš to, kot pa v rudniku 8 ur kopati luknjo. Ja, to pa jaz tudi velikrat rečem. Hvala ravno, kar si odgovoril na to, kar sem te nazadnje hotel vprašati. Tako da... Vse generalno, delati, ja. Samo vseeno je fino imeti nek kurs. Načeloma, ko pa gremo čez vikend na špil, je pa res fajn. Pa za spremembo kot bankirja v banki lahko še kako zarček spijemo. Dejan, hvala ti za to. Hvala lepa za lepa ti hvala.